Petčlanska družina se je preselila iz urbanega okolja na podeželje, iz stanovanja s 53 kvadratnimi metri v prostorno 4-krat večjo hišo. Zgradili so jo na tako imenovani Hartmanovi mreži. Z bajaličarjem so jo postavili tako, da v njej ni negativnega sevanja. Nahajamo se na nadmorski višini 214 metrov v naselju Sveti Peter nad Dragonjo. Včasih je bilo to kmečko naselje, katerega prebivalstvo se je ukvarjalo izključno s pridelavo zgodnjih vrtnin, sadja in oljkarstvom. Danes pa je kmetijstvo zgolj dopolnilna dejavnost, saj je večina prebivalstva zaposlena spodaj, v obalnih mestih. Ogledali si bomo dom družine, ki se je sem preselila iz Lucije. Živite v zelo lepem kraju. Prej ste živeli v mestu, zdaj ste se preselili na podeželje. Kaj vas je prepričalo, da ste naredili to spremembo? V bistvu ravno to, ta narava, pogled, ki ga imamo, ki naj je v bistvu najbolj očaral. Iskala sva večje stanovanje in glede na to, da so bile cene takrat še kar visoke, si pač teh kvadratur nisva mogla privoščiti in sva odločila, da bova kar sama si hišo naredila in pač po svoji meri. Ja, ceneje se je prišlo v bistvu se zidati, kot pa kupiti v tistem času. Srečo smo imela, dobila sva lepo parcelo s pogledom, evo ga. Jaz sem se glih, ko sem jo videl, sem se vozil domov, kličem mojca pravi, nimamo kaj čakati. Pa sva šla v nakup in zidavo. Želela sta si več prostora, večje bivališče, zdaj sta dobila hišo res precej prostorno. Sta zadovoljna, koliko ima kvadratov? Zelo zadovoljna. 200 kvadratov, to je velik preskok. Mi dva s 3 otroci sva prej živela v 53 kvadratih, zdaj so pa na 200. Za nas je to res privilegij, če lahko temu tako rečem. Tako da vse je splačalo. Pri zasnovi hiši sta se odločila za arhitektko iz Milana. Zakaj ravno ona? Poznavajo Michela Scherinci, majhen arhitekturni biro iz Miljana, Mikrostudio. Končala je glih fakulteto v Miljanu cum laude, se pravi, pa sva rekla, da je priložnost, so glih iskali neke nove posle in sva zelo zadovoljna, ker sva zahtevni stranki. Poleg tega je ta hiša postavljena na Hartmanovi mreži, to je spet, Mojca je bolj v ezoteričnih vodah. Gre za sevanje, zemeljsko sevanje, postavil je gospod Hartman, to je nek znanstvenik oziroma pač tale, ki je to preštudiral, te zemeljske sevalne, bomo rekli izohipse pa izomer, ne vem, kako se imenujejo več, v glavnem te Neka polja? Polja, ja. No in mi smo z bajaličarjem določili, kje ta polja stojijo in potem smo hišo postavili tako, da ni nekih negativnih sevanj v sami hiši. Se pravi, še za vsak slučaj, še z bioenergetskega vidika smo jo uravnovesili s prostorom. Jaz temu najbolj ne verjamem, ampak glejte, bomo rekli, če ne veš, škoditi ne more. Mojca in Peter sta si najprej želela zelo moderno hišo z velikimi steklenimi površinami, vendar sta morala zaradi kulturno-varstvenih pogojev prilagoditi predvsem zunanji videz hiše. Tako je hiša zdaj na zunaj videti podobna starim istrskim hišam, pravzaprav je njihova sodobna različica. To je bil kompromis, ki sta ga morala sprejeti, zato pa je notranjost v primerjavi z zunanjo podobo veliko bolj sodobna. Bivalni del v pritličju s kuhinjo in dnevno sobo je zelo prostoren in popolnoma odprt. Okna v tem delu hiše gledajo na atrij in so zato lahko večja kot tista na severni strani hiše. Pridemo skozi vhod in imamo težka lesena istrska vrata, klasično narejena. Vstopimo v hodnik, ki je odprt, spravi v konus, spredaj imamo veliko okno. Na desni strani potem odprt tale predel, ko prideš v dnevno sobo, ki je največji prostor v hiši in s ponosom lahko rečem, da se vozimo s skirojem v bajti. Ker, mislim, to je za otroke pa za nas res, tukaj se dosti zadržujemo, ampak center hiše je pa kuhinja. Od tam smo v bistvu začela sploh celotno hišo. Celotna gradnja je bila, izhodišče je bilo kuhinja, ki oba sva želela imeti ta otoček kuhinjski, in od tam smo Pol to kuhinjo smo tudi sami nekako, mislim, prav, to je zdaj trgovalnica, to je prostor druženja, ognjišče, ki ga sicer midva nimava, ampak je v stari istrski hiši bil zmeraj center
Se pravi, druženja in dogajanja, tako se tudi, ko pride obiski, v glavnem smo tam, imamo tale pult je podaljšan za trkovalni del, ne, tam sedimo, tudi kosilo včasih jemo, s prijatelji smo tam. Prednje stene za nalašč širša, smo uporabljali širšo opeko, zaradi tega, da smo naredili iz okenskih polic sedalne površine, tako da je zunanji in notri del povezan, kot odpremo okna, lahko sedimo bodi si zunaj, bodi si notri, proti kuhinji si podajamo ven, podajamo notri. In seveda stopnišče, ko pridemo notri v tale konus, ne, na hodniku, je na levi strani, ampak na začetku naj bi v bistvu stopnišče bilo po predlogu takoj na levo gor, kar pa se nismo želeli, ker to je naš intimni osebni prostor. Zato, kam greš zjutraj, ko se zbudiš? Na zajtrk. Ne. Se pravi, gre iz kuhne, stopnišče na levo gor, pa imamo tam tudi shrambo in pridemo v bistvu do vmesne postaje, to so pa garderoba in WC. Zgornja spalnica od sina je pa bila zdaj prvih nekih 5 let, kar živimo tle notri, v glavnem igralnica. In sta si ta mala dva delila sobo. Ker pa seveda ta mali odrašča in se je zdaj že počasi odločil, da bo imel svoj prostor, je to vse tako skupaj narejeno, da pride predeljna stena lahko narejena, pa ima tudi on svoj intimen in zaseben prostor. In na to seveda sledita spalnici od punc, imata še dodatno, bomo rekli, zahtevne, kar se tiče vsaj garderobnih kapacitet, ne, to imajo ženske zmer premalo, čeprav naj ne bi bilo omar v hiši, smo morali potem vseeno povečati malo garderobe. Najina spalnica je pa v bistvu za malenkost večja kot otroška, ima pa tale zasebni prostor, to je prehod iz spalnice direktno v najino osebno kopalnico. Ne. Glede na to, da smo to steno mogli ometati, pa je malo tako dolgočasno bela, ne, smo rekli, bomo izživeli to svojo kreativnost malo na njej in to sta pol Pero pa Živa naredila. Vprašanje je bilo, s čim to pobarvati, da ne bi se razpacalo in karkoli. Pa je pol Živa dobila idejo, ki je nekje videla, da so včasih tudi s kavo slikali umetniki, ne? Ja, točno, akvareli. Akvareli so nastajali s kavo. Zelo lepa ideja. Jaz sem potem naskiciral to in ona je povlekla. Živa pa pobarvala s čopičem. Na lojtri. Pa je kar dobro izpadlo. No, zjutraj sva enostavno skuhala kavo, tisto, kar je ostalo, se dala v gozdarček, čopič pa Res? Sam vlekla črte, to je bilo to. In drži? Drži se bo, ne. Do naslednjega pleskanja. Some people want it all, but I don't want nothing at all if it ain't you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah.